Kot bi bilo včeraj, se mi zdi, ko smo stali pred slovenskim paviljonom na Expo v Milanu. No, danes se nahajamo v Združenih arabskih emiratih v Dubaju. Expo 2020 se odvija v vsem svojem sijaju, vrvi od dogodkov, predstavitev držav iz vsega sveta in obiskovalcev. Kako razkriti slovensko dušo tistim, ki nas še ne poznajo? Kaj pokazati o nas in naših dosežkih, da bodo obiskovalci doživeli, kdo smo, kako živimo in kakšne so naše vrednote? Vsakič, ko potekajo te priprave, se srečujemo z izzivi zasnove paviljona in si prizadevamo ta najpomembnejša sporočila umestiti že v njegovo podobo. Poglejte, kako nam je tokrat uspelo. Slovenski paviljon predstavlja vse to, kar v Dubaju nimajo. Slovenija predstavlja, imamo leseno streho, imamo največjo zunanjo zeleno fasado v Dubaju in imamo bazene, ki obkrožajo slovenski paviljon, ki predstavljajo slovenske vode in pa druge naravne znamenitosti. In v bistvu to je vse, kar v Dubaju kljub vsem svojim denarju pa vsem svojim zmožnostim še vedno nimajo ali pa nimajo toliko, kot imamo mi. Naš paviljon je zagotovo paviljon, ki žanje pozornost. To je paviljon, ki bo verjetno ob koncu Expo prepoznan kot eden najbolj zanimivih, eden najbolj obleganih z vidika objav na družbenih omrežjih in pa eden najbolj priljubljenih za objavljanje na družbenih omrežjih. Cosa mi piace in questo padiglione è questo magnifico muro verde. E questo muro verde è molto difficile da conservare in un paese come Dubai. Io come architetto paesaggista lo so quanto è difficile, quanto amore serve per rendere questo muro verde. E se voi guardate attentamente, là dentro c'è già la vita, ci sono uccellini che hanno trovato qua la casa e quindi cosa serve per creare la casa in un clima come Dubai? Serve amore, perché Slovenia porta amore a Dubai e amore da vita. Izredno smo veseli, da po uspešno zaključeni zgodbi v Milanu, kjer je podjetje CBD sodelovalo kot projektant konstrukcije, smo bili ponovno povabljeni, tokrat strani Rika, k sodelovanju pri slovenskem paviljonu v Dubaju. In veseli smo, da smo v ta del sveta uspeli pripeljati leseno konstrukcijo, omogočili v bistvu izvedbo čudovitega paviljona, kjer je z izjemo stebrov v pritličju celotna konstrukcija lesena, izvedena z lesenimi križno-lepnimi ploščami. Bom rekel, kot neka pika na i, čudoviti zunanji podobi paviljona, pa vsekakor je leseno strešno sito. Izziv je bil velik, predvsem zaradi zahtevne geometrije. Predvsem nas pa veseli, da je odziv ljudi na slovenski paviljon izredno pozitiven, da ljudje prepoznavajo z slovenskim paviljonom Slovenijo, se pravi gozd, les, voda in predvsem veseli nas, slišimo, da je paviljon eden najbolj fotogeničnih. Zagotovo je bil največji izziv in mi nismo to tako nepričakovani, da v tem regionu je les veliko bolj tuj, kot smo ga pričakovali. Ampak z tem, ker smo vseeno Riko
je navajeno delovati na tujih trgih, kjer se na raznih trgih se srečujemo z raznimi zahtevami, smo k temu pristopili pozitivno in na koncu rešili probleme. Zagotovo je ta region za nas zanimiv, ne le kot graditelji hiš, v katerem smo v Sloveniji najbolj znani, ampak kot univerzalno inženirsko podjetje, ki deluje v logistiki, visokolegalna skladišča, ki implementira trajnostno energijo, navsezadnje gradimo sedaj v Sloveniji največjo solarno sončno elektrarno, zagotovo te reference bi želeli tudi tukaj izkoriščati, glede na to, da vemo, kakšni so načrti, kakšni so trendi v tej transformaciji, zeleni transformaciji tudi tega regiona. Pozdravljamo in smo veseli, da se bo morda očitno ta paviljon kar nekaj let tukaj obdržal in zagotovo bomo mi eni izmed tistih veliko, ki si bo omislilo znotraj tega paviljona predstavništvo v tem regionu. Na Expo v Dubaju se tokrat predstavljamo z lastnim paviljonom že drugič v zgodovini naše države. Tudi zdaj je uspelo slovenskim organizatorjem pritegniti prava podjetja k zasnovi naše predstavitve. In česar smo pri Slowood Life še posebej veseli, že drugič je naša predstavitev vsega, kar imamo dobrega, potekala skozi zgodbo o lesu. Ta material, ki ni le našega nacionalnega pomena, nagovarja namreč v jeziku, ki ga razumejo vsi. Govori o trajnosti, tradiciji, okolju in skrbi za zanamce. Svojo nalogo je tudi tokrat opravil z odliko.